prosim. Lep pozdrav tudi z moje strani. Samo malo, počakaj. Ne hitim. Se pripravimo. Evo. Hvala. Veliko je že povedal gospod Cesar, ampak da se najprej malo predstavim, marsikdo me še ne pozna. Torej sem Monika Fekonja. Rojena sem leta 1990 in sem torej kandidatka SLS Radovana Žerjava za poslanko v prihodnjem mandatu Državnega zbora, torej za Mežiško dolino. Sem študentka drugega letnika ekologije z naravovarstvom in ker je to področje, kjer bom s svojim znanjem in izkušnjami tudi širše pripomogla k boljši ekološki in pa socialni prihodnosti Mežiške doline. Torej, Mežiška dolina in pa celotna Koroška je v preteklih letih izgubljala ogromno in to seveda na vseh področjih. Znano je, da nas je hudo prizadela kriza. Zaradi raznih tajkunskih zgodb smo izgubili ogromno delovnih mest. Prav tako ne mine poročilo o naših plačah, kjer Koroška ne bi bila na repu. Če temu dodamo še izgubo policijske uprave na Koroškem, potem ukinitev podpore izgradnje širokopasovnih povezav v določenih delih, luknjaste ceste, hitra cesta, ki je ni in ni, se lahko seveda resnično vprašamo, kdo se še sploh zaveda, da je tudi Koroška v Sloveniji. Za kapljo čez rob skušajo sedaj še močno okrniti železniški promet. In s takšnimi pogoji pričakujejo, da bodo mladi ostajali v svojih krajih, da se bodo polni znanja vrnili iz študija, prispevali k razvoju domačega kraja in si tu ustvarili svoje družine. Da bi zagotovili mladim ustrezne pogoje za življenje v domačem kraju in vsem ostalim prijetno okolje za delo in bivanje, bom naredila vse, da se bodo čim prej aktivirali projekti, ki bodo pomenili hitrejši razvoj Mežiške doline in celotne Koroške. Tako se bom zavzemala za takojšnjo umeščanje, projektiranje in izgradnje hitre ceste od slovenskega avtocestnega križa do Holmeca, učinkovitejšo obnovo obstoječih državnih cest na Koroškem, za hitrejšo, celovito in konstantno ekološko sanacijo Mežiške doline, za modernizacijo in ne ukinitev železniškega omrežja ter njegovo večjo izkoriščenost iz ekoloških razlogov, za zagotovitev evropskih finančnih virov za izvedbo naštetih in ostalih projektov na Koroškem in v Mežiški dolini in za razvoj in pomoč kmetijstvu ter predvsem ekološki pridelavi. Marsikdo se ne zaveda pomena kmetijstva za našo regijo, morda tudi zato ne, ker je trenutno še marsikatera velika kmetija uspela vzeti manjšo kmetijo, ki je ostala brez nasledstva, v najem. Problem bega možganov in pa selitve mladih se bodo pokazale takoj, ko bo obstala prva velika kmetija. To pa seveda želim preprečiti. Ker sem tudi sama mlada študentka in vem, kaj si mladi želimo, bom nam namenila posebno pozornost, torej pozornost problematiki mladih. Za celotno regijo se mi zdi tudi pomembno, da se čim prej zaključi projekt COCEROD, torej Regijski center za ravnanje z odpadki Koroške, in da se prične s svojim obratovanjem, ter da se zgradi širokopasovni internet še v občinih, kjer ga še ni. Prav tako je potrebno pripraviti razvojni program in ga izvesti s čim več evropskimi sredstvi v naslednji evropski finančni perspektivi od leta 2014 do 2020. Dodatno pa bodo občine Mežiške doline izvedle še projekte čiščenja odpadnih voda in uravnoteženja vodovodnih sistemov. Glede na enovitost celotne Mežiške doline in njeno preteklo povezanost, pa vidim še možnost izvedbe posameznih projektov na komunalni infrastrukturi, na področju šolstva, športa in kulture. Z izvedbo teh projektov in investicij bo dana možnost in ustvarjanje pogoji za ohranjanje obstoječih produktivnih delovnih mest in pa ustvarjanje novih. Do sedanjih razmer v državi nisem ravnodušna. Verjamem, da lahko s skupnimi močmi, znanjem in pa dobro voljo premaknemo stvari na bolje. Glede na sedanje čase bo potrebno trdo delo nas vseh skupaj, da bo Slovenija spet postala zaupanja vredna država. Zato smo v SLS Radovana Žerjava pripravili program, s katerim želimo Slovenijo vrniti v dobro stanje in v državo, na katero bomo vsi ponosni. Najlepša hvala.